Pero, čau. Ja, Mateja, zdravo. Ja, zdravo. Dobro si to zrihtala. Predvsem škoda, ko ne morete vonjati, ko ta von tartana naredi res... Kakšni razlogi in spomini so za tem? V tej atletski dvorani mislim, da sem bil prvič državni prvak na 60 ovire in pol dosegel tudi ta zadnji rezultat, preden sem se poškodoval pa zunaj, sem bil pa četrti na mladinskem, na evropskem. Ne. In pazi, kaj sem ti prinesel ti pokazati. Ne. Jaz sem bil atletski klub Velenje, veš takrat. To vemo, to veš, tako veš. To je moj prvi dres. Prvi ta material še. Ja, lej, trajnost. Trajnost smo hudo, res. Kdo ima talent? Začel si s talenti, Tako, začel si z lasmi, tudi. začel si z eno punco, zdaj imaš 3. Tako, A ne? 4. 4 še, pa psičko sem Še psičko, pozabila. A ne? ja. Kaj bi ti rekel čustveno, da je te po vseh teh letih pop dal? V tem televizijskem smislu me je gotovo zaznamoval zelo, ker je bilo to vedno eno super okolje za to, da si lahko napredoval, da si se lahko razvijal, da si lahko razmišljal o svojem delu. Z različnimi oddajami tudi različna stanja je v meni budil, recimo talenti itak vrhunsko, mi je pa dan najlepših sanj, gotovo dal pa največ. To drugačnega perota smo tam videli, drugačnega ne? perota, neke te čustvene izpolnitve mogoče. Dan najlepših sanj je bil pa res oddaja, ki je pa v realnem svetu največ spremenila. No. Pa dala neko potrditev, da to, kar delajo, je dobro, da to, kar delajo, je prav, ne nehati, bodite še naprej svetilniki v tem svojem okolju, delite dobro za ljudi. No. Objemite in podušite se z njimi! V kakšno osebo te je mogoče pop vzgojil v vseh teh letih? Pop TV mi je vedno dal en tak super poligon, da si dokažeš, da če se za ene stvari potrudiš, se bojo zgodile in boš lahko napredoval. Tak mindset se mi zdi, da ima celotno Pop TV. No. Kljub temu, no, da mogoče nisem uspel nekih teh sanj, ki sem jih imel na tem teritoriju atletskem, na tem odru izpolniti. Ja, sem pa tam dobil en poligon, da sem lahko izpolnil sebe in tudi skozi to, da sem počel svoje delo, tudi nekako osrečeval druge ljudi oziroma tudi drugim ljudem na neko osnovo, da so lahko zablesteli in se pokazali v najboljši luči. Ne. Jaz sem preštela 7 različnih oddaj. Daj nehi! Talenti, zvezde plešejo, Znan obraz ima svoj glas, Sanjski moški, Dan najlepših sanj. Ja, Vidim Pero šov. Vidim Pero šov, seveda. Kdo je tvoj najljubši sovoditelj? Sašto mi je vrhunsko delati, že sam nastanek oddaje je vrhunski. Z Vidom je bilo v tistem obdobju vrhunsko delati, veš, tudi zato, ker smo bila glih toliko si zelo podobna, pa to zelo različno. On je imel malo ta roughness iz stand-upa, ki ga je prinesel najn par. Pozor, plešec na cesti. Ampak ja, trenutno Sašo tom res se mi zdi, da smo res super usklajena, no, pa dobro se dopolnjujeva. Sašo, ti si predober človek. Pop ima 30, ti imaš pa 15. Polovičko, praznuješ v bistvu. Ena dosti pomembna oseba zate na Popu ti pošilja fizično čestitko v 15-letnici na Popu. Od nehi, takoj smo naprej. Ko je, brate, ovaj? Pero Peter Car. V našem sistemu pisanja, verzija 1, vse najboljše vsi, Pero, verzija 2, veliko zdravja, seksa in denarja, vrstni red si določi sam, to se ne sprašuj žene. Verzija 3, mi je bilo v čast, zadovoljstvo delati in ustvarjati z vašo gnado. Marko. On je tisti, ki na koncu v glavi, tudi ko se stavlja oddaja, ve, kako bojo vse te stvari skupaj pasale. Ogromno naučil. Hvala, Marko. Trenutek za statistiko. V 15 letih na Popu je bilo 2185 objav v medijih o Petru Polesu. Nehi. A bi rekel, ne? Daj nehi. Ko začneš delati v medijih, pa ko začnejo prihajati neke povpraševanja, pa tole odgovor, pa to se ti kar zdi, da si pač dolžen to narediti. Ne? Da moš, karkoli te vprašajo, moš povedati. Ampak po enem trenutku ugotoviš, da pa kaj bo dobrega od tega, da o tem javno govorim. No, ampak en mali delček si pa ti dal v dnevu najlepših sanj v oddaji eni gospe Fani. Ja, joj. Za njena želja je bila dokaj skromna, če se prav spomnim. Ena redkih, s katero smo ostali v kontaktu, ampak to zato, ker je ona res to gajsna, pa tok fajn, pa tok srčen človek. No, ja. Mi pa še vedno rečejo, jo, ljudje me še zdaj ustavljajo, pa mi rečejo, vi ste bili pa tok fajn na televiziji, razumeš? To je en pečat, ki ljudem seveda ostane. Ne? Imamo video od Fani. Nehi! Ja. Panika. Zdravo, Peter. Zdravo, Fani. Pop TV mi je dal možnost, da smo z dvema mojima dragima prijateljicama šle na morje
Zato je bil kriv Pop TV in pa tudi Peter Poles, kar ne bom nikoli pozabila. Za 70-letnico so me moje prijateljice in prijatelj Peter zelo prijetno presenetili, kajti Peter mi je naredil svojo sliko od Kaj ste videla to? Bravo, fani. Ja, lepo videti, no, da je te stvari toliko pomenijo. Ja, ta video veliko pove o njej, ampak tudi zelo veliko o tebi. Mi smo že zdaj videli, ko so ljudje tukaj prihajali do tebe. Ti si izredno dostopen, ti si zelo timski človek in ekipa na Popu ti je to najbolj hvaležna. Televizija je ekipno delo, no, to jaz skozi poudarjam in se tudi vidi, se mi zdi na vseh rezultatih, vseh oddajah, ki smo jih naredili. Če je bila ekipa pripravljena narediti vse, kar se da in še več, je bilo vedno dobro. In res je bilo lepo, napeto in to še tako, kot mora biti. Kako vidiš svojo prihodnost na Popu? Pridem z veseljem v službo, ker se mi zdi, da se razvijamo, no. Ker napredujemo, ne? Ker je prva sezona Talenta bila čisto drugačna, kot je ta sezona, ne samo vizualno, tudi potem, kako jo pripravljamo. Ko ljudje rečejo, to ste pa dobro naredili, tole mi je pa pogrelo dušo, ali pa tako, kot je Fani rekla, on se še vedno spominja teh trenutkov, je vse poplačan. Tako da se še vidim seveda naprej na Pop TV-ju, verjamem, da bomo še naredili veliko dobrega. Skratka, veliko kilometrine imaš na Popu, Ja. pa smo spet nazaj na tezi. Na centimetrih, metrih in zdaj že kilometrih. Hvala, Pero, da si bil naš prvi gost. Z veseljem, Matej, upam, da bo v redu. Super. Živeli. Mejte se radi. Mejte se To je radi. najbolj pomembno.